Dober dan. Živijo. Premier, predsednik stranke Liste Marjana Šarca je najavil, da bi pa morda prišlo do nekega poenostavljanja političnega prostora, da bi stranke, ki nekako sodijo pod okrilje liberalne skupine, se pravi ALDE v Evropskem parlamentu, da bi bolj temeljito sodelovale. Ali se nam LDS obeta? To je dobro vprašanje. Pravi LDS kot neka taka krovna organizacija oziroma kot stranka, ki je vsrkala vase številne druge politične skupine, je bila ustanovljena leta 1994. Je pa res, da je potem izginila iz političnega prizorišča. Ja, vse je vezano na karizmatične osebnosti pa na karizmatične okoliščine, ker takrat je LDS pač nekako zaobsegla tranzicijo, in takrat so bili zelo visoki interesi okrog privatizacij, so bili interesni loki veliki, plus tega se pa v bistvu vzpostavlja dimenzija oziroma se je vzpostavila shema kulturnega boja. To se pravi predmoderno versus moderno, tako je bilo na ravni propagande, bilo je pa bolj kot ne namenjeno privatizaciji. Dejansko se je pa takrat zgodil nekaj zelo pomembnega, in sicer obramba, to pa Drnovšek je dobro speljal, namreč javnega šolstva pa javnega zdravstva. To dobro, se pravi, javni prostor je zaščitil. In zdaj bi bila potreba potem, da se javni prostor spet zaščiti. Je prisotna ta potreba. Zdi se, da Šarec to zmore razumeti, ta koncept, in zdi se, da tisti, ki bi se lahko okrog tega organizirali, bi imeli razlog, da bi se. Ampak to ni bil razlog pravi, pravi razlog zdaj je bil premislek o tem, kaj se je zgodilo v Evropski uniji. V Evropski uniji se je pa zgodilo to, da se zelena gibanja in liberalna gibanja na nek način opazujejo kot uspešne politike za prihodnost. Desnice so bile pa sposobne se na nek način v Sloveniji definitivno povezovati, ker to sta naredila Janša pa Podobnik. Druge pa populisti dejansko, če vzamemo Italijo, ogrožajo sisteme do te mere, da se mora zgoditi nekaj alternativnega na ruševinah starih, tradicionalnih velikih blokov, to pa je krščanska demokracija, nemška vsaj, pa socialna demokracija, ki je v bistvu politično skoraj da izdihnila. Če gremo gledati rezultat na slovenskem delu evropskih volitev, je zaradi te razprašenosti strank, ki nekje sodijo pod okrilje ALDE, približno 15% glasov, ker so bili namenjeni strankam, ki niso prestopile praga za vstop v Evropski parlament, 15% glasov je bilo vrženih stran. Ta poenostavitev, če bi se nekaj takega zgodilo. To zdaj gre za Slovenijo. Če bi deloma bolj enotno stranke liberalnega bloka nastopale, bi to po vsej verjetnosti prineslo dodaten mandat liberalni skupini. Ja, bi ga. Dejansko ga bi, gre pa, to so zdaj praktične aplikacije, gre pa tudi za čist ne toliko teoretične, kot pa treba pač prepoznati neko realnost. Jaz sem prej narobe rekel, da je v Nemčiji socialna demokracija izdihnila, ni izdihnila, ampak je izgubila koncepta. Se pravi, ona ima neko realno moč, ampak v Evropskem parlamentu... Prvič je izgubila koncept, drugič je pa izgubila volilce. Kar občutno količino volilcev. Zdaj recimo to, kar je predlog Marjana Šarca zdajšen po združitvi, se mi zdi, da je deloma povezan tudi z odtenkom slabe vesti, ko je na volitvah zasoliral, naredil mnogo slabši izplen kot ga bi. Jaz sem prepričan, da bi v nekem bolj povezovalnem konceptu odpeljal 4 mandate. 4. Sem prepričan. Če bi šli v povezovanje poprej. Ampak on je hotel preveriti, koliko je sam težak, je zato sam zgubil najmanj en mandat, plus tega je pa druge ubil mandate, z drugim.
je mandate ubil. Se pravi, zdaj eventualno mogoče ima odtenek slabe vesti in ugotavlja, da dolgoročno gledano bo ta tempo tudi sam zase težko zdržal, ne, ker on praktično zdaj manjšinsko vlado sestavlja, on rabi partnerja, je ponudil roko sprave v tem smislu, da jemo narediti pa en orang političen konglomerat, ki bo dolgoročno konkuriral temu, kar je pa Janša lucidno ugotovil, da se je treba združevati in večati svoj blok. To ima sicer svoje meje, ampak instinkt je bil pa pravilen. Ne. On ima svoje meje, on ima svojih toliko in toliko odstotkov in vedno se ga bodo bali tudi v SLS-u in v Novi Sloveniji in tako naprej. Ampak pri Šarcu recimo je pa zdaj test realnosti oziroma test iskrenosti. Namreč zdaj se že ugiba v tem, ali, no, namreč tukaj mora še SMC omeniti, pa Cerarja. Ne. Cerar zdaj odstopa možnost, da bi še bil predsednik svoje lastne stranke, ki jo je ustanovil. Ne. Hkrati so se pojavila pogibanja, ali je to namig, da bi rad pretendiral na mesto komisarja. Ne. In 1,6%, to je slab rezultat, ne, zato se odstopi. Cerar je danes sicer rekel, da ne želi, da se o tem špekulira, kako bi on postal komisar, ne, ampak v ozadju, jaz sem v komentar napisal pač včeraj, da bi bila gesta, s katero bi Marjan Šarec pokazal, da resno misli, ne, bi bila lahko gesta v smeri, to se pravi Alenke Bratušek, da bi ponudil mesto komisarja, naprimer, se pravi nekdanji poslanki Zelenih, Angeliki Mlinar. Zakaj bi bila to gesta? Prvič bi pokazala, da misli resno za združevanjem, drugič bi naredil veliko evropsko gesto, ker avstrijski državljanki kot Slovenija ali pa kot Slovenec ponuja komisarsko mesto, se pravi bi združil dve državi v eno zgodbo, itak je pa ona Slovenka. Ne. Se pravi, to bi bilo, mislim, to je zdaj čist kol, brez kakršnih kol zlih namenov ali pa ozadij rečeno. Ne. Tako, če človek preigrava šah, bi bila to neka res velika gesta ali pa poteza. In s tem bi pokazal pač nek da resno misli, ne. Čeprav, če sem prav zasledil na agencijah in medijih, da mu pa da mu pa pri Alenki Bratušek niso najbolj poklonili vero, bi se rekel v sodnem besedilu. Niso poklonili vere. Ne. Seveda, Alenka Bratušek je sporočila, ne, da Marjanu Šarcu ne zaupa. Ne. To je bila precej izrecna izjava, ne, ki morda ali pa tudi ne, omejuje manevrski prostor za tale projekt povezovanja. Ja. Po drugi strani pa tako, ne, da SMC nekaj bo morala sama sebe narediti. Bila je ustanovljena, ti si prej omenjal koncept karizmatične osebnosti. Ja. SMC je bila zgrajena okrog lika Mira Cerarja, stranka se je tudi imenovala po njem v obdobju, ko je šlo najboljši, to zgodovinsko izjemno dober. Ne. Ja. Zdaj je pač ta karizma na nek način spraznana. Ne. Zdaj, če pa pogledam na potencialno ponudbo drugih imen, ne, kdo bi lahko to stranko vodil, pa kakšnih zelo prepričljivih osebnosti ne vidim. Ne. Se pravi, če na nek inteligenten način Šarec ponudi možnost povezovanja SMC-LMŠ, bi verjetno ta ideja bila sprejemljiva za SMC. No, ampak v tem trenutku, če pogledava retro, bi lahko to bil Brglez, Milan Brglez, če ne bi če ga ne bi takrat, če ne bi z njim obračunali, ker to je vedno, to so tovariši včasih vedeli, ne, vsaj inteligentni tovariši, da je treba dialektiko vedno upoštevati. Ja, inteligentnih tovarišev je bilo malo. Ja, teh je bilo zelo malo, pa danes jih je pa tudi malo, ker namreč, poglej, kaj je ključno. Ne. Včasih, takrat, ko se je rekel, da se je LDS povezovala, ne, to je bil čas, kjer so bili v ospredju koncepti, recimo nek načrt oziroma nek program stranke in se je rekli pač liberalna demokracija, potem so pa na to platformo zidali personalno politiko. Ne.
Zdaj pa mi štartamo iz personalne politike, pa na to platformo zidamo pa program oziroma usmeritev. Ne? In to je zelo, zelo problematično. Greva potem v filozofsko-teoretsko razpravo. Kaj pa koncept liberalnosti danes sploh lahko je? Kaj je to? Najmanj je via negacionis ali pa via facti, če bi rekel tovariš Popita, to, da je odraz krize krščanske demokracije pa socialne demokracije recimo v Nemčiji, zato je Alde profitiral. Levo od krščanske demokracije, desno od socialdemokracije. V bistvu tako, ja. Se pravi, konceptualno gledano je zajel razočarance, recimo, da je liberalnost refleks razočarancev, ki hočejo v Evropi videti še Evropo, ne pa samo interes kapitala, pa hkrati pa nočejo podleči desničarskemu populizmu. Recimo, to je že en odgovor, kaj konceptualno ostane. Jaz mislim, da to, kar se zdaj dogaja ob dnevu pač D z izkrcanju 75-letnici Normandije, poskušajo Donaldu Trumpu državniki dopovedati, da je liberalni ali pa svobodomiselni koncept Evrope še vedno veljaven koncept oziroma na novo veljaven prav v luči tega, kdo bo v končni fazi novi hegemon tega sveta. Sej Trump je dojel, da Kitajska je nevarna v tem smislu. Evropska unija bi morala biti en velik zaveznik. Trump pride v Anglijo in razbije Evropsko unijo in poziva Angleže, da naj Evropsko unijo razbijajo, in potem jih bo on vzel pod svoje okrilje. To so popolnoma napačna sporočila in volilci po Evropi so zdaj sporočili prvič, da jim je do nove religije, ki se mu reče varovanje planeta. Mi moramo plet ohraniti, zato so zeleni narasli. Hkrati nočejo iti več nazaj od tiste nacionalizme, ki so proizvedli 2 svetovni vojni. Hkrati povedo, da svobodomiselnost je kategorija. To so spontane reakcije, ki so kvalificirale modre oziroma liberalce za politiko prihodnosti. In ta sporočila je treba brati. In Marjan Šarec ni neinteligenten. On v tem smislu je pronicljiv in je to dojel. In zato je v bistvu nakazal, žal bo pa zdaj moral zelo dolg časa trasirati pot zaupanja, ker s to solo akcijo in na način, kako je to zdaj na volitvah evropskih izpeljal, mu pač kolegijalne stranke ne bodo zaupale. Predvsem je pa nekaj slabo in tega ne razumejo nobeni, niti podjetniki, niti voditelji ali šefi tega sveta posebej v Sloveniji. Nikoli ne išči partnerstva z pozicije moči, da nekomu sporočaš, da nič ni vreden in da ga ne rabiš, mu pa milostno naklanjaš. Nek delež, tako se to ne da narediti nič. Niti ustvarjalnosti iz tega ven ne dobiš, niti lojalnosti, niti skupnega rezultata ne more biti. Ja, za sinergijo biti je to najboljše. Točno to. Ja. Sinergijo je treba graditi in tega v Sloveniji, jaz ne vem, zakaj je to tako, ampak šefi tega ne razumejo. Voditelji podjetij tega ne razumejo. Voditelji strank tega ne razumejo. To je nekaj, kar po svetu vendarle razumejo. Ti, ne vem, že če greš študirati tako MBA, recimo, prvo, kar stvar ti povejo, ko ti ustanoviš recimo firmo, daj 10% takoj zaposlenim, ker bodo motivirani delati, zato ker se bodo počutili, da so partnerji, da so sodelavci, a veš, ne nastopaj iz pozicije moči, ne dopoveduj, da si ti njihov šef, in tako naprej. In Evropska unija je kolizija držav, v katerih naj bi točno to veljalo, da je najmanjša država tudi partner, ne da samo največji zmeraj vsiljuje svojo voljo najmanjšemu. In Marjan Šarec je zdaj v nevarni poziciji, da ko zelo inteligentno dojame, kaj so pravi trendi, vendar pa ne ve, kako menedžirati ta spoznanja. Zakaj? Zaradi tega, ker je v nekem trenutku je bil zelo močen, mogoče celo premočen, na izbiro za evropske poslance in naredil, recimo temu, kakršno je pač naredil, na vsak način pa ne dobro. In zdaj recimo, recimo, da bi on predlagal Angeliko Mlinar, je eden od prikazov, kaj bi bilo modro. Takih priložnosti za nekaj tazga je verjetno zelo veliko. Ampak rabaš nekaj tega, kar pa je včasih, recimo za časa Drnovška v LDS-u, recimo, če imenujem Gregorja Golobiča, je bilo. To se pravi, takrat so
takrat je bilo nekaj modrosti, ne? Da je včasih treba celo svojega nasprotnika mu pustiti živeti zato, da stvar funkcionira. Ne? Zdaj stvari so postale smrtno resne. V partiji včasih so bile smrtno resne, zdaj postajajo spet smrtno resne. Vmes pa je bilo nekaj prostora za dojemanje sveta kot prostora, v katerem tudi nasprotje lahko sobivajo in so produktivna, so sinergična. Mi smo imeli desetletno situacijo, ne, od leta 92 naprej, a veš, če greš pogledat vladajoče koalicije, so bile te vzpostavljene izrazito heterogeno. Ne? Ne, tam bi težko, veš, v prvi vladajoči koaliciji je šlo za sobivanje LDS, Demokratske stranke, socialdemokratov, Pučnikovih in tako naprej. Ne? V drugi koaliciji od leta 93 naprej, ne, je šlo za sobivanje LDS pa krščanske demokracije, ki se je zdela še bolj nemogoča kombinacija. Čeprav veš, tle sem jaz majhen kritičen, zaradi tega, ker ta obdobja velikih koalicij s krščanskimi demokrati so bile v glavnem obdobja, ki so orientirana v cestni križ, pa z SLS-om tudi, ne? In je šlo prvenstveno za biznis, ki je bil pa zelo umazan. Za razdelitev interesne sfere. Ja, to je bila razdelitev interesnih sfer v korist eno in istega naročnika, če tako rečem. Ne? Tako da tukaj sem zelo previden, ampak govorim čisto na ravni politične metode. Se mi pa zdi, da je bila neka širina, svetovljanska širina nekaj časa prisotna. Ne? Čist tako. Ne? Ta trenutek je vse smrtno resno. Recimo, ne vem, včasih jaz se spomnim, recimo na nacionalni televiziji, ne, so bila omizja, v katerih smo nastopali zelo raznorodni ljudje v tistem času, zelo raznorodni, in smo se krepko prijeli, ampak smo šli potem lahko na pivo in smo še danes prijatelji. Ne? Danes nastopaš, na televiziji nastopa z konceptom tako imenovane bipolarne motnje, sami tako rečejo. To je tak simpatičen izraz, ki sem ga prevzel, ker si lahko samo v interesu enega ali pa drugega, vmes pa ni nobenega prostora več. Ni več tiste meščanske ali pa demokratične, kulturne, civilizirane sive cone, v kateri teče vsa debata. In predvsem debata je bila možna. Ne? Salon bi radili, salone, veš. Ja. To je kultura salonov, ne, v kateri se razpravlja, se polemizira in skozi to potem nastajajo novi koncepti. To je definitivno, mislim, jaz sem recimo prvič se srečal na televiziji z Vladom Mihiljakom, konkretno recimo, ki je zdaj knjigo izdal, to svojo, in takrat so bila midva precej tako z meči, eden proti drugemu, ne. Pa še zdaj ne vem, zakaj čistočen, sem že pozabil, v čem je bil problem, ampak sva argumente metala eden od drugega in danes sva tako rekoč prav prijateljsko greva lahko na pivo, in kar je najlepši del, glede na to, da se je svet tako radikalno spremenil, tako eno in isti jezik že govorijo, zaradi tega, ker v končni fazi iz vseh logičnih premis moš na koncu priti do enega in istega sklepa, da je ta neoliberalni zastavek človeške družbe izrazito škodljiv in da je treba glede tega nekaj narediti, dokaj ni več levih, desnih ali pa kakršnih koli političnih pozicij, ampak so civilizacijske pozicije. Ne? O tem govorim. Ne? In modra politika, in to Šarec je dojel, ne? Je ta trenutek možna pač na ta način, da pripoznaš evropsko raznorodnost, enost v različnosti kot vrednoto, evropsko dimenzijo prevzameš ne nacionalistično, ampak da dojameš, da se notranja politika praktično postala že zunanja in obratno, hkrati pa ne oddaš svoje lastne suverenosti in ne pustiš, da ti v imenu nekih, ne vem, lobijev nekdo vdre v državo pa ti jo demontira. Jaz mislim, da on to razume, zdaj sem vprašanje, kako bo to prevajal v ta jezik. Definitivno je pa na evropskih volitvah mu je točno v tej tezi spodletelo. Ne. Desnica v Sloveniji je geschlossene Geschichte, to je zaprt sistem, ki iz svojega kroga ne bo šel nikoli več ven in bo vedno pestoval strahove in unovčeval strahove ljudi za politiko. To se pravi, tukaj presežki niso več mogoči. Ne. Od tod naprej je potrebna pa inovacija in mogoče so prav to liberalci pa zeleni pokazali tista vrata, skozi katero je treba z neko inovacijo poskusiti. Ne, tako. Spremljava to naprej, hvala. Drži.